Za nami sta daljše obdobje priprav in končna udeležba dveh ekip na tretjem Evropskem prvenstvu gluhih odbojki na mivki. Prvič so se v tej športni disciplini pomerile tudi slovenske igralke, in sicer Simona Drev in Maja Kuzma ter Valerija Škof in Nina Orešnik. Prvo tekmovanje na tako visoki ravni je zahtevalo svoj davek, vendar verjamemo, da bo takšna izkušnja velika učna lekcija za naprej. Prva ekipa je osvojila 13. mesto in druga ekipa 15. mesto. Po mnogih letih pogajanj in dogovarjanj je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, doktorica Anja Mrak Kopač, podpisala pravilnik, ki začne veljati s 13. oktobrom 2014. Gre za veliko pridobitev pravic gluhih, naglušnih in gluhoslepih, za kar se je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije borila dolgo časa. Učinki te pravice bodo ocenjeni čez mnogo let. V prostorih Društva gluhih in naglušnih Ljubljana smo gostili direktorico Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Dragico Bac, in magistra Cveta Uršiča, ki sta nabito polni dvorani, ta je sprejela več kot 100 udeležencev, razložila postopke, kako do uveljavitve tehničnega pripomočka. Vse informacije o tem, kako do pripomočka, in vsi uradni dokumenti so z navodili v video obliki objavljeni tudi na spletni strani Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. V uradnem listu Republike Slovenije je objavljena sprememba pravilnika, ki pod sluh prve točke navede: za voznike prve skupine gluhota oziroma okvara sluha ni razlog za omejitev veljavnosti vozniškega dovoljenja. S to spremembo ni več nobenih zakonskih omejitev za voznike z okvaro sluha. Pristojno ministrstvo je začelo nov krog dogovarjanj z nami, da bi se ta omejitev odstranila tudi iz vseh ostalih kategorij. Resnično verjamemo, da bo Slovenija sledila vzoru nekaterih evropskih držav pri odpravljanju teh ovir. Z izrednim veseljem sta Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije in Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik organizirala skupni sestanek tolmačev, predstavnikov Ministrstva za šolstvo, predstavnikov osnovnih šol in staršev, ki imajo gluhe otroke v osnovnih šolah. V šolskem letu 2014-2015 se bo v okviru danih sistemskih možnosti prvič izvajalo tolmačenje v slovenski znakovni jezik gluhim otrokom na 3 osnovnih šolah, kar je rezultat medsebojnega sodelovanja in posluha predstavnikov osnovnih šol in Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Direktorica Združenja tolmačev Jasna Bauman in predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Mladen Veršič sta izrazila veliko zadovoljstvo, da se omenjena pravica uvaja za gluhe učence v rednih osnovnih šolah. Zagotovo gre za prvi temeljni kamen, ki bo odprl številna vrata vsem ostalim gluhim učencem. Sistemska rešitev tudi odpira vrata številnim učencem s slušnim aparatom, saj imajo zakonsko podlago za FM sistem in druge prilagoditve. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije
in drugimi invalidskimi organizacijami pripravila publikacijo, s katero želi opozoriti, da so ob požaru še posebej ogrožene gluhe in naglušne osebe. Ob mesecu požarne varnosti so v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije organizirali številne aktivnosti, na katerih so opozarjali na varnost invalidov v požaru. Veseli nas dobro sodelovanje z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Ta je v svoji publikaciji tudi prepoznala vlogo klicnega centra za osebe z okvaro sluha, ki ga izvaja Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik. Nadaljne aktivnosti vodijo k temu, da se temu našemu klicnemu centru dodajo nove naloge, ter k tesnejšemu povezovanju s klici v sili na 112. Predstavniki Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije smo redno prisotni na teh aktivnostih po Sloveniji, kot tudi na novinarskih in tematskih konferencah. Ministrica in varuhinja sta ob svetovnem dnevu starejših in v okviru festivala za tretje življenjsko obdobje pripravili sprejem in pogovor za predstavnike organizacij in združenj ter nevladnih organizacij. Predsednik in podpredsednica Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije sta aktivno sodelovala pri pogovorih in skupaj smo predstavili problematiko starejših gluhih in naglušnih ter oseb, ki s starostjo izgubljajo sluh. Zagotovo se je pokazalo, da je gluhota ena najtežjih oblik invalidnosti, saj tudi v starejši dobi življenja pušča usodne socialne posledice. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je sodelovala pri največji prireditvi za družine, in sicer na otroškem bazarju. Imeli smo poseben razstavni prostor ter predstavljali znakovni jezik. Učbeniki, pravljice, knjižna kazala, slovar slovenskega znakovnega jezika in vse ostalo, kar delamo za razvoj slovenskega znakovnega jezika, je sprožilo ogromen odziv. Vsi materiali so pošli, kar nam daje upanje, da se zanimanje za slovenski znakovni jezik v Sloveniji počasi in vztrajno širi. Predsednik in sekretar Športne zveze gluhih in naglušnih Slovenije sta se udeležila kongresa Evropske športne zveze gluhih, ki je bil obenem tudi volilni. Kongresa se je udeležilo 62 delegatov iz 33 držav Evrope. Poleg tekočih poslov kongresa so med drugim opravili izbor gostiteljev evropskih prvenstev gluhih v različnih športnih disciplinah. Slovenija je uspešno prestala kandidaturo in bo leta 2016 gostila Evropsko prvenstvo gluhih v tenisu, ki bo v Portorožu. Na mednarodnem turnirju v tenisu je sodeloval tudi najboljši slovenski tenisač. Marino je odlično igral in zabeležil svojo 28. mednarodno turnirsko zmago v kategoriji gluhih in naglušnih tenisačev. Iskreno mu čestitamo in predvsem želimo, da se mu uresniči življenjska želja, in sicer prva ATP točka. Upravni odbor Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije je potrdil plan Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji za leto 2015. Na podlagi razpisa smo v roku oddali naš skupni plan za leto 2015. Zagotovo upamo, da bomo čim bolje ocenjeni, da bomo prejeli ustrezna sredstva
in da v vsesplošnem varčevanju ohranimo vsaj tista sredstva, ki so za delovanje naših organizacij življenjsko pomembna. Brez teh bi bilo nemogoče izvajati številne storitve in programe na državni in lokalni ravni. V jesenskem času smo na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije sklicali 2 seji upravnega odbora, kjer so pregledali vse tekoče posle ter sprejeli številne sklepe. Aktivnosti so se navezovale predvsem na plan Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ter druge tekoče zadeve. Tudi Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije je v jesenskem času sklical 2 seji upravnega odbora, predvsem zaradi aktualnih zadev okoli Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in predvsem v zvezi s sistemskimi spremembami v državi na področju financiranja invalidskih organizacij. Zaznavamo vse več neupravičenih negativnih komentarjev na delo Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, kar meče slabo luč tudi na vse invalidske in humanitarne organizacije, ki se financiramo iz tega vira. Z Zavodom za razvoj prostorske inovativnosti smo aktivno sodelovali pri razstavi, okrogli mizi in vseh številnih aktivnostih glede premagovanja nevednosti in osveščanja javnosti o pomenu kakovostnega oblikovanja in dostopnosti prostora za vse. Sodelovali smo tako z nekaterimi drugimi invalidskimi organizacijami, kot tudi s Svetom za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir Mestne občine Ljubljana ter organizacijo Odprte hiše Slovenije. RTV Slovenija je poleg najbolj aktualnih informativnih oddaj, ki jih naša zveza prireja za gluhe in naglušne, dodatno omogočila priredbo oddaje Tednik. S tem se širi ponudba informativnih oddaj tudi gluhim in naglušnim. Poleg tega smo pridobili 3 nove lokalne TV postaje. Območje Krško, Koper, Dravograd, ki bodo objavljale vsebine spletne TV in programe Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Predstavniki Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije smo obiskali Državno volilno komisijo in opozorili na dostopnost gluhih in naglušnih ob volitvah na najvišji ravni. Izmenjali smo si informacije in se dogovorili o skupnem sodelovanju, s katerim želimo v postopkih državnih volitev vsem gluhim in naglušnim omogočiti sprotno informiranje. Predstavniki Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije smo se sestali z varuhinjo človekovih pravic ter njenimi najožjimi sodelavci. Poleg predsednika Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije so se sestanka udeležili še podpredsednica in sekretar zveze ter predsednik Društva gluhih in naglušnih Auris Kran. Poleg težav glede dostopa do informacij in komunikacije gluhih in naglušnih oseb smo odprli teme, kot so zaposlovanje, izobraževanje in telesna okvara oziroma invalidnina. Potrdili smo dobro dosedanje medsebojno sodelovanje in se dogovorili o nadaljnjem skupnem delu. V pričakovanju na sklep Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji največ energije usmerjamo v realizacijo zadanih načrtov tekočega leta in organizacijo aktivnosti, povezanih z Dnevom slovenskega znakovnega jezika, ki bo 14. novembra.